Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V svetu odraslih. Še en ponedeljek je in zopet smo skupaj in zopet bomo spoznavali, kaj počno študentje oziroma dijaki. No, v začetku se bomo posvetili le tem. Kaj ti dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor v teh dneh pripravljajo eno posebno nalogo, en poseben projekt, namreč že jutri bodo pokazali, kaj znajo. No, več o tem pa nam bodo seveda sedaj zaupali iz prve roke in tudi več o tem njihov profesor oziroma mentor tudi in pa vodja tega maturitetnega dela, gospod Andrej Purgaj. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. No, ob njem sta še Klara Dečar in pa Larisa Kocbek, obe dve dijakini 4. letnika. Skratka, ja, projekt, ki ga pripravljate na sporedu že jutri, ampak vendarle, ker ste v teh dneh oziroma v tem letu beležili 60 let delovanja šole, je prav, da spregovorimo še nekaj o tem. Torej, 60. obletnica, zagotovo ste ponosni vsi skupaj na to, da ste šola z eno takšno res dolgoletno tradicijo. Zakaj po vaše uspeva temu tako? Tako, 60 let je kar dolga doba. Tradicija gostinstva in tudi turizma v Mariboru je tudi kar dolga in zato v sodelovanju z našo šolo vse to lahko uspeva tako dolgo, zelo uspešno, kot ste že vprašali. Za naša šola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, se lahko skozi 60 let ponaša z dijaki, ki so končali šolanje, seveda na začetku predvsem na gostinski smeri, od 80 let pa tudi na smeri turizma. In ti dijaki, ki so uspešno dokončali šolanje oziroma zaključili šolanje na tej šoli, so kasneje tudi večina izmed njih uspešno nadaljevala svojo praktično kariero v teh gostinskih in turističnih podjetjih oziroma tudi v drugih poklicih v smeri gostinstva in turizma. In veliko izmed teh, ki so hodili na to šolo, je danes, kot sem omenil, zelo uspešna v svojem poklicu. Ste bili tudi vi njihov dijak? Nažalost ne. Bil sem na drugi srednji šoli v Mariboru, ampak sem sedaj tukaj ponosen profesor, lahko rečem. Dejstvo je, da imate slogan Šola z okusom. Ja. Zakaj? Čemu oziroma kaj je tisto, kar vas zares naredi šolo z okusom? Šola z okusom. Najprej lahko tukaj poudarimo naši dijaki, ki se učijo teh gostinskih poklicev, seveda se naučijo zelo dobro kuhati, tudi izvajati poklice v smeri natakarstva. Imamo pa tudi dijake turizma, ki tudi dajejo nek drugi okus tej šoli, ki je turistične smere, ker turizem je tudi okus na nek način. Konec koncev vse se povezuje, ne? Ja, tako. Zagotovo pa sta tudi Klara in Larisa ponosni, da ste del te šole in da ste dijakini te šole, ki ima res 60 leti dolgo tradicijo. Zakaj? Kaj je tisto, kar po vaše na nek način daje res zelo kvalitetne dijake in dijakine, kar nekaj jih lahko zasledimo tako, kar se tiče področja kulinarike, turizma, kot tudi v drugih smerih? Ja, po eni strani so v bistvu tu profesorje, ki na nek način pomagajo, da dosežeš cilj. Po drugi strani je tu tudi program oziroma nasploh izobraževanje, ki pač prideš v bistvu do tega, kar si hotel priti. Ja, profesor pa program je super. Ja. Bi se še enkrat upisala v to šolo? Ja, definitivno ja. Dobro, sedaj pa torej k projektu, ki bo že jutri, lahko ga bomo takole spremljali, verjetno iz samega nabrežja Drave, pravzaprav gre za projekt Splavom po reki Dravi. Tako. Kaj se bo dogajalo na splavu in seveda kaj bodo dijaki počeli v sklopu te maturitetne naloge? V bistvu dijaki in dijakinje razredov 4. B, iz katerega razreda prihajate tudi dijakini in tudi razreda GTT2, pripravljajo, kako bi rekel, kulturno-kulinarični dogodek in v okviru tega bo ta dogodek, lahko rečemo, razdeljen v 3 sklope. Prvi sklop bo pri šoli, kjer bomo imeli sprejem za goste, kjer bojo dobili nekakšno predjed oziroma nekakšno majhno pogostitev in nato bo ta dijakini, ena izmed njih je tudi Larisa, ki bo ta odigrali vlogo Splavarjevih žena, odpeljali oziroma odvodili na vlakcu Jurček do Koblarjevega zaliva.
in od tam se bojo gostje vkrcali na splav in seveda tam pa bo sledil tisti kulturni del. Tam za splav so dijaki pripravili dramsko igro na temo Dravske zgodbe. In to je v bistvu prva izvedba takšne igre sploh v Mariboru in tudi na reki Dravi, namreč za podlago so si vzele te dravske zgodbe, ki jih poznamo o Vodovniku, o Dravski roži in tako dalje. In tam bojo dijaki tega 4B in dijakinje seveda odigrali to dravsko igro. Vmes bojo tudi glasbeni premori z glasbenimi točkami in ob koncu, ko bomo prispeli na Lent do hiše Stare Trte, se bojo gostje izkrcali in na to pred hišo Stare Trte bo potekal zadnji del, zadnji sklop te našega dogodka. To je pogostitev, slavnostna večerja, ki jo pripravljajo potem dijaki tega razreda GTT2, ki bo seveda spet v stilu reke Drave in na koncu še sledi presenečenje, ki bo potem na samem splavu, kaj pomeni, da zadnja sladica oziroma zadnji del bo potekal na sredini reke Drave. Zelo zanimivo, zanimiv projekt. Verjamem pa, da ste se vsi skupaj kar nekaj časa verjetno pripravljali na to, kako so potekale priprave in seveda kakšna so pričakovanja vseh, posebej vaja, kaj se bo zgodilo jutri. Ja, res je, da smo v ta program res vložili dosti dela. Nekateri da so bolj pripravljali besedila, eni pa smo pripravljali tudi ostale rekvizite, ki jih pač potrebujemo, da v bistvu izvedemo to dramsko igro. Pričakovanja so po eni strani velika, da bo odziv pozitiven, da ne bomo zdaj izpadli, ne vem, neki norci, da bo v bistvu program všeč ostalim. Zagotovo, verjetno že tudi nestrpno vse skupaj pričakujete. Ja, res. Klara, Larisa. kaj si obetaš? Larisa, pardon. Ja, pričakovanja so res velika, vložili smo dosti v to, tudi profesori svoj čas, delo. Profesor nam je dosti pomagal pri tem. Vsi pa res komaj čakamo, da je tega konec, da se vidi rezultat. Ste veseli, da lahko skozi takšne projekte pokažete res na koncu nekega zaključka izobraževanja vso svoje znanje, ki ste ga pridobili v teh letih in zakaj je to tako zelo pomembno? Recimo vsi nimajo pač te možnosti, da bi lahko na takšen način pokazali, kar so se naučili. Ja, po moje nas je večina zelo pač ponosnih. Ja. In čemu vam bo najbolj to služilo, doprineslo? Ja, če se bo slučajno kdo od nas, od našega razreda odločil, da pač si želi ostati v turizmu, da bi rad nekaj več dosegel, bo zagotovo to nek velik plus. Ja. Ki vi vidite priložnosti za dijake, recimo skozi tovrstne projekte? Ja, takšni projekti so zelo dobra izkušnja za njih, za prihodnost. Če pogledamo, morajo organizirati celoten dogodek, to pomeni od vabil programskega lista, priprava dramskega besedila, potem izvedba samih zadev. To je tudi javno nastopanje in vse skupaj dobijo nek vpogled, da to ni šala, ki traja 5 minut, ampak da to, tako kot sta punci že prej povedali, zahteva kar nekaj dela in potem v prihodnje, če bojo delali kaj podobnega v njihovih krajih, kjer živijo ali kjerkoli druge, bojo jim te izkušnje prišle prav, zagotovo. Dobro. Jaz vam želim vsem skupaj veliko sreče in verjamem, da vam bo seveda jutri na reki Drave na samem splavu tudi uspelo. Tako, najlepša hvala. Hvala. Tako, v nadaljevanju pa bomo pogledali, kaj pripravljajo na Fakulteti elektrotehnike, računalništva in informatike. Ostanite z nami. Kot že rečeno, se bomo sedaj preselili malo drugi tematiki, namreč na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v teh dneh, natančneje v četrtek, pripravljajo tako imenovani medijski dan. No, več o tem nam bo iz prve roke zaupala izredna profesorica in pa vodja projekta Suzana Žilič-Fišer. Pozdravljeni. Pozdravljeni.
Torej, medijski dan pravzaprav v nekoliko drugačnih oblikah smo ga bili vajeni tudi v preteklih letih. Pravzaprav pa kako je sploh prišlo do tega, da ste na nek način en dan posvetili zares medijskim, se pravi študentom, ki se ukvarjajo z medijem, pa na drugi strani tudi tistim, ki bodo prišli in bodo nekako seznanjali o tem, kakšne so novosti na področju medijev in podobno. Zakaj? Ja, skratka gre za to, da imamo seveda atraktiven program, ker imamo veliko študentov, po drugi strani pa se zavedamo, da je medijsko področje, medijska industrija zelo dinamično področje, ki se sooča z veliko izzivi. In zato je potrebno tudi to področje, to dinamiko, te izzive, s katerimi se mediji in to celotno medijsko okolje sooča, spremljati. Zato si želimo, da bi tem medijskem dnevu lahko povezali na eni strani medijsko industrijo, torej strokovnjake in medijske praktike, tisti, ki dolgo let in vsak dan spremljajo to, kar se v medijih dogaja. Po drugi strani pa to ponudili študentom, ki bi lahko iz prve roke izvedeli, kakšni so izzivi, na kak način se soočajo mediji s to dinamiko, s to spremembo. Po drugi strani pa tudi priložnost, da lahko študenti predstavijo svoje projekte širši javnosti. Na vse zadnje imamo znotraj preteklih let zelo veliko in zanimivo bero različnih produktov, pa naj si bo to kakšnih filmskih produktov ali pa seveda vizualnih produktov, s katerimi se ukvarjamo tudi znotraj pedagoškega procesa. Dejansko bo ta medijski dan potekal skozi ves dan, kot smo že omenili, tudi namenjen širši javnosti, da pride malo pogledati, poizvedeti, kaj je novega na tem področju, pa tudi profesorjem in ne nazadnje v največji meri vašim študentom in študentkam. Pravzaprav na kakšen način, torej kaj vse bo letos obsegal ta dogodek, česa vse se bodo lahko nekako na novo informirali? Seveda to ni namenjeno le študentom medijskih komunikacij, ampak zagotovo vsem mladim, na vse zadnje in pa celo širšem občinstvu, na vse zadnje vsi smo občinstvo različnih medijev in tam bomo imeli v četrtek 24. od 9:45 naprej priložnost, da slišimo, kako se soočajo s temi izzivi mediji, kaj nam prinašajo znotraj te medijske ponudbe prihajajo mediji, torej danes in v prihodnje, in po drugi strani na kak način ponudijo torej mlademu občinstvu tisto, kar je kakovostno, relevantne informacije, pomembne informacije, in po drugi strani na kak način sooblikovati medije. Torej, mi smo vsi del tega medijskega prostora, že kot občinstvo, mnogi tudi kot medijski uporabniki ali pa soustvarjalci, na vse zadnje smo danes vsi zelo vpeti v ta interaktivni prostor, smo na blogih, forumih in tako dalje. Vse to je del širšega medijskega prostora in zato pravzaprav vsak izmed nas je potencialno občinstvo in potencialni medijski ustvarjalec. Zato je ta neka priložnost, na kateri se lahko zelo strokovni ljudje, po drugi strani pa tisti z dolgoletnimi izkušnjami, nam ponudijo njihove poglede, jih nekaj vprašamo, na vse zadnje gre za predstavitev znotraj medijske tržnice, se bodo različni mediji predstavili, znotraj nekega panela medijska debata bodo povedali ali pa govorili o tem, kaj nas v tem medijskem prostoru čaka, ne samo z vidika fake newsa in vsega ostalega, s čimer smo recimo priča v različnih obdobjih, ampak seveda tudi marsičesa drugega, ter seveda predstavitev različnih produktov. Danes so mladi s svojimi kreativnimi idejami mogoče izjemno neka dobrodošel pogled, ki nam ga ponujajo v tem prostoru. Morda tudi dogodek nekako sporoča samim študentom in študentkam, oziroma ali pa je dogodek tudi priložnost, da na nek način spoznajo svoje potencialne delodajalce? Ja, absolutno. Seveda želimo si spodbuditi to ambicioznost študentov, da že v teku študija vstopijo v stik z medijskimi ustvarjalci ali pa to široko medijsko industrijo, da spoznajo, kaj se v ozadju te medijske industrije dogaja, po drugi strani pa je ta povezava je nekaj, kar je verjetno
pomembno v vseh področjih ali pa vseh okoljih. Jaz verjamem, da to različne univerze seveda počnejo, ker nam je v interesu, da so naši diplomanti kompetentni strokovnjaki, ko končajo, in da že v teku študija torej stopijo v stik z tistimi, ki ta prostor sooblikujejo. Dobro. Torej, prenaša tudi na nek način ta dogodek še kakšne druge priložnosti za študente oziroma iz preteklih let, ko ste vse skupaj opazovali, nekako evalvirali, kaj ste zaznali? V bistvu zaznali smo, da seveda so mladi izjemno kreativni, da pa včasih manjka kakšen korak naprej, da bi dejansko stopili do delodajalcev, da bi tista majhna mera poguma včasih še zmanjka, zato je mogoče to ta priložnost. Tudi mogoče ne izkoristijo vseh priložnosti, ko bi pokazali svoje projekte in produkte, in to tokrat spet je priložnost. In po drugi strani, recimo kot sama ugotavljam, da na eni strani smo v akademskem prostoru zelo daleč od tega, kar se dejansko v realni industriji dogaja. In nam kot profesorjem mora biti v interesu, da smo blizu, da dejansko nismo v nekem teoretskem, oddaljenem svetu, ampak smo v svetu tega, kar se dogaja danes, potreb medijske industrije, ki so, in zato je seveda to potrebno absolutno spremljati. In takšen dogodek seveda v tem trikotniku medijske industrije, profesorje in seveda študentov je seveda pomemben in po moje ključen za prihodnost in seveda za razvoj. Dobro, vse podrobnosti pa seveda na samem dogodku, torej 24. maja v četrtek od 9:45 dalje, ne? Tako. Ja, vabljeni. Hvala vam in uspešno seveda, in pa da vam uspe nekako prenesti čim več tistih pravih informacij na vse študente in študentke. Hvala lepa. Tako, drage gledalke, gledalci, vi pa še ne odhajate izpred televizijskih zaslonov, kajti po kratkem premoru se vrnemo znova k vam, in sicer v studiu se mi bo pridružila vodja projekta Šov Roka, ki je potekal v mesecu aprilu. No, spregovorili pa bomo o tistih, ki so seveda osvojili Šov Rok leta 2018 in postali zmagovalci. Kot že rečeno, bomo spregovorili o letošnjem Šov Roku 2018. Namreč, kako je bilo v tistem predizboru in še posebej, kako je bilo v finalnem delu, nam bo seveda sedaj zaupala vodja projekta Rebeka Kopčič iz Šovma. Pozdravljena, Rebeka. Tako, zdaj vsi predizbori in pa to veliko finale Šov Roka 2018 je za vami. Malo ste si že verjetno vsi skupaj odpočili, dobili ste zmagovalca, seveda bomo kasneje tudi razkrili. In pa najprej morda za začetek, kako je bilo tam, kaj vse ste podoživeli letos, koliko skupin ste imeli in seveda verjetno je bil tudi letos težek izbor. Tako je. Na tečaj se je letos prijavilo ponovno kar veliko število skupin, nekaj čez 30, kar se nam zdi kar visoka številka, glede na to, da imamo neke določene omejitve, da morajo biti dijaki, študentje in podobno. Potem, ko se je zaključil razpis, smo se marca dobili z našo komisijo, ki sestavljamo Laura Pešak, Marko Soršak, Marko Furek, Martin Bezjak in pa jaz kot vodja. In smo seveda vse te prijavljene bende poslušali. Bil je en tak res prijeten večer, druženje ob več ali manj dobri glasbi. Seveda smo jih morali izločiti kar nekaj, več kot polovico. Tako da se je potem uvrstilo na predizbore 15 skupin, kot vsako leto jih izberemo 15 in jih razporedimo na 3 predizbore. Predizbori so bili v aprilu na Štuku, kot vsako leto. Vsak večer se je predstavilo 5 skupin, razen zadnji večer je žal ena skupina odpovedala, tako da so se predstavile 4. Na vseh 3 predizborih smo dobili enega zmagovalca po izboru komisije. To so bili Ethic Mist, Spotless Minds in pa Pyroxene.
Potem pa smo... No, in Spotless Minds so tudi zmagovalci letošnjega šovroka, toliko da dodamo. No? In potem seveda, ko ste imeli vse te tri, v bistvu je enega so izbrali še obiskovalci. Vsako leto damo še možnost, da tudi glasujejo na vseh predizborih in potem, kdo zbere največ glasov, je potem četrti finalist, ki so pa bili letos Via Entropija. Torej, finale se je odvil 8. maja. Zelo smo zadovoljni, ker je letos bilo res ogromno število ljudi, sploh na tem finalnem dogodku. Zelo je bilo zanimivo, predvsem zato, ker je bilo res čist raznovrstno. Vsak band je res neko čisto svojo smer. Imeli smo od res čistega heavy metala do Irish, punk, rocka, grunge, skratka res... So bili vsi res zelo različni. Res čisto različni, ne. Zato je bilo tudi potem res težko izbrati zmagovalca, ne. In zdaj še nekaj besed, preden si pogledamo seveda izjavo zmagovalne skupine. Kaj je bilo tisto, torej, kar je pri vas nekako prevagalo, da ste izbrali in pa letošnji naziv Šovrock podelili Spotless Minds skupini? Ja, kot sem že omenila, to je bilo res težko odločitev, kot vsako leto. Vsako leto je v bistvu se ni ravno enostavno odločiti, ker v finale se res uvrstijo tiste najboljše skupine, ne. V bistvu so Spotless Minds nas prepričali predvsem s to neko res pristno rockersko energijo, pač vsak član res izžareva tisto pristnost, res dobra stage prezenca, kot temu pravimo, tehnična dovršenost, res dobra ritem sekcija, raznoliki komadi. Skratka, res kot komplet, vse skupaj je pač po domače rečeno štimalo. Tako da smo potem nekako se soglasno odločili, da njim podelimo ta naziv. Samo še nekaj besed, koliko fantov je v bendu in seveda odkot prihajajo? Ja, v bendu so 4 fantje, prihajajo pa iz Celja. Tako. No, z njimi je bila na samem dogodku, torej 8. maja, ko ste razglasili tudi novinarka Dostopa, Klara Avsec, in seveda povprašala takoj po tistem zaključku oziroma po razglasitvi fante skupine, kaj jim dejansko to pomeni. No, poglejmo si. Spotless Minds, zmagovalci Šovrocka 2018. Kakšni so občutki, ko ste stali na odru pod vsemi temi konfeti in ste končno videli, da se je vaš trud izplačal? Fenomenalno, kot na dirki, Formula 1 ali pa MotoGP, nema veze. Zmeri je težko to, ko veš, da ni važen, pa vseeno je malo važen, ne, in je res težko in hvala Bogu se je tako pač išlo, kot se je išlo. Jaz sem se počutil tako ganci, ko Paradise City začneš pirati, pa konfeti začnejo leteti. Pač po moje je to top. Ja, tako so preživeli torej ta sam veliki finale in pa seveda samo veliko razglasitev člani skupine Spotless Minds. Rebeka, vi pa že verjetno zdaj potem, ko je ta Šovrock 2018 za vami, že strmite k Šovrocku 2019. Tako je. Se že kaj morda obeta, že lahko kaj poveva, bodo morda kakšne novosti oziroma kdaj bo seveda možnost spet priti na ta predizbor in sodelovati na tem projektu. Zdaj neka osnova bo ostala takšna, kot je sedaj, ker smo ugotovili, da v bistvu tako, kot je zdaj zasnovano, je bandom zelo všeč. Res prav vsak band, ki se je udeležil Šovrocka, je bil zelo zadovoljen. Smo dobivali najrazličnejše pohvale od tega, da je res dobra organizacija, da imamo res nadpovprečno dobro opremo za njih na odru, backline, ozvočenje. Tako da jaz mislim, da nekih večjih odstopanj glede same organizacije pa poteka ne bo. In tudi verjetno terminsko nekje ja, terminsko bo nekje podobno, tam februar, marec razpis, april predizbori, maj finale, tako imamo približno vsako leto.
Zadino, jaz upam, no, da bom še zraven, zato ker se moja študentska leta počasi končujejo, kar pomeni, da bom morala počasi zapustiti šov in s tem vodstvo tega projekta. So še neke možnosti, to sigurno. Zdaj ni še čisto to zdaj rečeno, da pač več ne bom, jaz se bom potrudila, da bom mogoče še 1 leto zraven, ker bi mi bilo res fajn, ker mi je res užitek v bistvu ta projekt organizirati in izpeljati vsako leto. Tako da upam, da se tudi 2019 vidimo, no, pa da bom še zraven. Vsekakor, če ne, vsaj na samem dogodku, ne? Kot obiskovalka, sigurno. Dobro. Hvala lepa, Rebeka, za vse te informacije. Veseli me, da ste se tudi znova imeli lepo to leto in seveda res zdaj s polno paro naprej, da bomo lahko še spremljali vse te mlade in nadobudne rock skupine. Tako, od Showrocka pa še poglejmo, kako so se imeli na največjem študentskem prazniku, če lahko tako rečemo, v Mariboru, namreč na Lampiončkih. No, tam je bil Matjaž Kitak in seveda preveril podrobnosti. Simbol študentskih iger je tako že desetletja stalnica, namenjena športu in druženju študentov. Tudi letos so se na Lampiončkih zbrali študentje in se polni energije predali športnim in zabavnim užitkom. Več kot 15 ekip se je pomerilo za laskavi naslov zmagovalcev Lampiončkovih iger, okoli katerih je celotna prireditev tudi nastala. Kako doživljate Lampiončke? Ja, fajn, malo smo se šli igre, pa tak. Ja, ste tekmovali? Ja, smo šli malo tekmovati, ja. In ste se pripravili, kaj prej? Neč se nismo pripravljali, šprice smo spili, pa je bilo dobro. Iščemo nazaj svoje štumfe, ki smo jih dali njim za tekmovanje, kdo nabere več štumfov. Pa ste našli? Ja, na pol. Dosta nogavic sem imel, samo je prekesno bilo, pač 30 sekund je bilo do konca, pa sem zamudil. Če nismo prenesli pač v času. 4 minute smo imeli časa, pa nisem prenesla. Naše ime je HMN. Na tem že 36. študentskem prazniku so poskrbeli tudi za dodatno animacijo, kot so kolo sreče, preizkus alkotesta, celotno dogajanje je letos povezoval tudi stand-up komik Gašper Bregant. Študentom so ponujali še Lampiončkovo plažo, food corner, prostor z živimi grafiti, breakdance tekmovanje in še veliko več. Kolo sreče, dole se nagrade talajo, da se malo ljudje zberejo, pa da kakšno nagrado se podeli, pa tudi še kokice imamo tukaj od zadaj. Vsako leto smo tu, svetovno res. In letos kaj posebnega? Ja, ne smemo si na žaru več, tako da super. Ampak vseeno smo šli na igre in smo bile ful dobre, tako da. Uživamo, šta ne bi uživali, ali nemojte me snimati. Da opozarjamo na to, da pač preveč alkohola seveda ni dobro, da jih malo pozorimo, če je že previsoko, pa da se tudi lahko brez alkohola zabavajo. Brezplačno. Še darilca dobijo, bombončke mentolove. Super, jaz samo upamo, da ne bo dežja. Ne bo ne, bajela ne. Vreme je res bilo muhasto, vendar ni zmotilo razpoloženih študentov. Lampiončki namreč veljajo za simbol mariborskih študentov in letos je organizator uvedel tudi nekaj novosti. Poenotil je lokacijo iger in zabave, spremembe pa so bile tudi na področju hrane. Torej, kar se tiče primerjave z zadnjih nekaj let, letos ni lastne peke na žaru. To pa zato, ker želimo Lampiončke nekako vrniti v osnovni koncept, ko so se poleg druženja popoldan dogajale tudi igre in pa seveda zvečer koncerti. Obstaja pa vse ostalo, namesto tega grilanja smo letos dali food corner, kjer lahko študenti po zares ugodnih cenah dobijo različne obroke. Ostajajo pa Lampiončkove igre in različni animacijski program, seveda pa zvečer potem koncertno dogajanje. Kljub slabšemu vremenu je bilo že ves dan slišati razigrane študente, ob tem pa so bili razigrani tudi ponudniki hrane. Ja, more biti, ne, pride sem, se napiješ, pa greš, ne. Klasika. Pa točno tak. Letos smo prvo leto, zdaj tako bom rekel, zaenkrat je super, no. Vreme nas je malo jezlo včeraj, ko smo postavljali vse skupaj, ampak mislim, da nam je uspelo, no. Študentska organizacija Univerze v Mariboru se zaveda, da so Lampiončki s svojo tradicijo prerasli v edini pravi študentski praznik ter v enega največjih dogodkov na prostem v Sloveniji, ki vsakoletno združuje množice mladih. So pomemben del dogajanja v mestu, saj že vrsto let v Univerzitetno mesto Maribor privabljajo številne mlade iz vseh regij Slovenije.
poudarjamo, če imajo v Ljubljani Škisovo tržnico, imamo mi tukaj v Mariboru Lampiončke in so res v vseh teh letih poslali pravi praznik mariborskih študentov. Se odvija tudi na dan študentov, ko je pedagoškega procesa prozdan, tako da se lahko študenti res pred tem zaključnim obdobjem sprostijo in na ta en dan z zabavo zaključijo še ta neformalni del študijskega leta. Največ obiskovalcev pa pride na glasbeni del prireditve in tudi letos je bila ta prava poslastica. Tokrat so študentsko množico zabavali Midva, Happy All McWeasel, Nipke in Trkaj, King Fu, Carpe Diem Band, Akustični orgazem ter zmagovalci Show Rocka 2018 Spotless Minds. To je bilo vse za danes iz oddaje V svetu odraslih na BKTV. Torej znova se vidimo prihodnji ponedeljek ob 17:30. Do takrat pa se imejte lepo in uživajte.